12. marca popoldne je papež Frančišek obiskal rimsko župnijo svete Magdalene Canosa. Poleg župnika in kanosijanskega reda in njegovih sodelavcev so svetega očeta sprejeli vikar rimske škofije, pomožni škof vzhodnega področja Rima in vrhovni predstojnik kanosijancev ter seveda množica župljanov. Papež se je najprej srečal z različnimi župnijskimi skupinami, zatem pa še daroval sveto mašo. Kot običajno je spovedal nekaj vernikov. V pridigi pa je dejal, da je Jezusova lepota prvič omenjena v videnju. V priču njih se je spremenil. Spremenil se je pred učenci, njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. Tako se je Jezus spremenil, preoblikoval, ko so se kasneje vračali z gore, je učencem zapovedal, naj ne govorijo, kar so videli, dokler ne bo vstal od mrtvih. Tudi v stajenju bo Jezus imel in gotovo ga je imel tudi v tistem trenutku, čeprav še ni vstal, isti sijoč iskreč se obraz. Toda kaj je hotel reči s tistim, da bodo med to spremenitvijo, ki je bila zelo lepa, in med vstajenjem videli nek drug Jezusov obraz. Ta obraz ne bo tako lep, bo grd, iznakažen, trpinčen, zaničevan obraz, okrvavljen zaradi trnove krone. Jezusovo celo telo bo nekaj, kar se lahko škartira, je poudaril papež Frančišek in nadaljeval. Dve spremenitvi in med njimi križani Jezus, križ, pogosto moramo gledati križ. Jezus, Bog, rečeno je bilo, ta je moj sin, ta je moj ljubljeni sin. Jezus, torej Božji sin, Bog sam, nad katerim ima oče veselje. On se je izničil, da bi rešil nas. Pavel je zato uporabil izredno močno besedo, ki je morda med najpomembnejšimi v novi zavezi. Sam je postal greh. Greh je nekaj najgršega. Greh je žalitev Boga, zaušnica Bogu. Pomeni Bogu reči, ti zame nisi pomemben, raje imam to. In Jezus je postal ravno greh. Sam od sebe je izpraznil in se ponižal vse do tam, da bi učence pripravil, da se ne bi pohujšali, ko ga bodo videli takega na križu. Jim je predal vedeti to spremenitev.